Check out that play! Živijo, Jure, kako si, kako gre, kaj počneš? Ja, v redu, dela mečkam brskam po internetu, kaj se je dogajalo v športu, kaj je zanimivega, kakšen dober rezultat, kakšen slab, bomo se pogovorili mečkam. Bomo, ja, sva rekla, bo danes midva posnela tole kofetkanje, krajši podcast, pregled aktualnih športnih novic, dogajanja v zadnjem tednu, kaj je bilo tisto najbolj zanimivega in kar ene par zanimivih stvari, sicer uspehi slovenskih športnikov v različnih športih niso ravno tako dobri, kot bi hoteli, ampak nekaj pa je za obdelati, kakšno besedo reči o tem. Ti si bil navdušen nad Laniškom, njegovim drugim mestom v Zakopanih. Jaz zdaj v zadnjem času malo več pozornosti posvečam Australian Openu. Upam na finale, fingers crossed, da bomo videli Nadala in Djokoviča spet v enem finalu. Vedno, ko igrajo Nadal, Djokovič ali Federer, kakšna kombinacija teh treh, dva od teh treh, ko igrata, so to dvoboji, ki jih ljubitelji športa ne moramo zamuditi in tudi jaz teh dvobojev ne zamudim. Si kaj gledal Australian Open? Malo sem pogledal, da je proti Zverjevu nekaj slabo začel tekmo, na koncu je obrestovalo in iz 3-1 premagal. Zdaj v polfinalu je dobil Kračeva, ker je senzacija nasplošno tega turnirja, pa mislim, da vsaj za Djokoviča to ne bi smel biti problemno. Glede na to, da je Djokovič eden od favoritov tega turnirja, mislim, da ne bi si smel dopustiti nekega velikega presenečenja. Ja, Djokovič in Nadal sta favorita na vsakem turnirju, na katerega pridete in možnosti so, če bo Nadal premagal Cicipasa iz Grčije, potem še zmagovalca dvoboja Medvedev pa Rubljev, Djokovič pa seveda tega senzacionalnega Karačeva, ki si ga omenil, potem bomo spet gledali finale Nadal-Djokovič. Jaz bom spet navijal za Noleta, tako kot vedno, ampak te dvoboji so vedno prava poslastica za ljubitelje športa nasploh, ne samo tenisa in po finalu bo kakšno besedo več mogoče tudi rekla, ali bosta pa vidva z Blažem o zmagovalcu tega Australian Opena in mogoče lahko kakšno GOAT debato udarimo takrat Djokovič, Nadal in Federer. Čeprav mislim, da med to trojico zaenkrat, glede na Federerjev staž, je Federer še vedno pred njima, ampak bi bilo zanimivo, ampak to je tudi ti, se spomniš, ravno prej sem začela snemati, sva se malo pogovarjala in si ti načel ravno GOAT debato, Jordan, LeBron. Si rekel, da bi mogla tudi kakšno o tem reči, ampak ne vem, Jure, zdaj, če začneva o tem govoriti, potem bo za ta podcast, ki sva rekla, bo zdaj malo podebatirala 15-20 minut, bi na koncu rabila kakšno uro ali pa 2, verjeten. Zdaj bova prvo povedala teh par novic, ki jih imava zapovedati o teh dogodkih. Če bova načela zdaj debato o GOAT-u, kjergakoli športa, čeprav zdaj se tiče tenisa, ne vem. Jaz sem še zmeraj navijač Federerja in tako bo ostalo. Ja, jaz sem v bistvu mislil, da boš rekel tisto, kar si rekel, preden so začela snemati, da je zate LeBron GOAT, ne Michael Jordan, je meni zakuhal in sem rekel, to je zdaj 1 ura mojega renta, zakaj LeBron na tej točki še ne more biti GOAT, ampak imaš prav. To ni zdaj debata za danes, ker bi preprosto preveč časa rabila, tako da dajva raj iti na... A začneva z Laniškom mogoče? Lahko, jaz sem si pogledal tole v nedeljo tekmo svetovnega pokala v Zakopanah, kjer je bil Lanišek po prvi seriji 3, na koncu mu je v finalu za 2,9 točk zmanjkalo do zmage, preskočil ga je izjemni Granerund letošnjo sezono, čeprav Lanišek je tudi res v odlični sezoni kot še nikoli, res tista življenjska, sanjska. Mogoče mu je dalo malo zagona, da se je poročil lansko poletje, ali pa je kakšen drug razlog za to, da je to uspešen leto. Ti misliš, da mu je poroka dala zagona? Mnogi že dolgo časa poročeni bi verjetno rekli, da jim to ravno energijo jemlje, ampak pustimo stati.
Učene je šel stran, da lahko tekmuje, ne se ne. Ne, se ne. Glede na to, kaj prej kazal, je res to vrhunec njegove kariere, mogoče bo še naslednjo sezono tako uspešen. Pač upamo, da bo še zmeraj uspešen. Vsakmo našemu športniku prvošmo, da je med najboljšimi, ker večinoma Slovenci gledamo, da so naši športniki neko vrhu in smo neki glory hunterji in spremljamo vedno sam takrat, ko so res neki dobri rezultati. Pri smučanju, pri skokih, pri košarki, zdaj, ko je bilo mečkan slab, smo jih spluvali na polno, pa Zela Prevc slabo skače, pa je Lanišek tiska nam daje neko motivacijo, da imamo za kaj spremljati te zimske športe. To je res, glory hunteri praviš, mislim, da Američani imajo tudi en dober izraz frontrunnerji, ko govorijo o fanih, recimo spremljajo takrat, ko gre res dober, ko gre odlično, ko pa seveda ne gre najbolje, je pa interes za posamezne športe, za tekme seveda manjše, ampak to ni samo naša odlika. Taki so več ali manj vsi ljudje po vsem svetu. Lanišek je verjetno letos naš najboljši skakalec, bi rekel, trenutno v najboljši formi. Ja, Lanišek je drugače po 21 tekmah na 5. mestu v skupnem seštevku. Že tako lahko debatiramo, da je najboljši. Naslednik je mislim, da Pavlovčič, ampak daleč od zadaj. Koliko pa Lanišku manjka do 3. mesta, do prvih 3 mest, je ta razmak velik, zdaj ko ravno gledaš lestvico, me zanima. Lanišek za Stohom na 3. mestu ostaja za 120 točk, Stoh jih ima 864 točk, naslednji drugi Eisenbichler jih ima 1017, Granerun 1542 in tukaj že nekak velik razmak, da drugo, 3. mesto ne bo nekaj dosegljivo. Kar dosti, ampak 3. mesto se zdi pa nekako, če bi imel zdaj fantastičen zaključek sezone, še dosegljivo, a? Glede na to, da je do konca še 7 tekem, 3. mesto je še dosegljivo, drugo pa težko, razen če ga Eisenbichler res popiha, ne? Na krtišu skakalence. Ja, nič, upamo, privoščimo, držimo pesti za Laniška, da to življenjsko sezono, kot si rekel, krona, res na odličen način in odlično zaključ. Sva rekla, da bi mogoče kakšno besedo rekla še o svetovnem prvenstvu biatlonu na Pokljuki in ne dosti daleč stran v Cortini svetovno prvenstvo v smučanju. Zdaj, našim ne kaže najbolje, do zdaj kakšnih res izstopajočih rezultatov ni bilo, bi lahko rekel. Mečkan sem vrgel na to smučanje in biatlon. Nekih presenetljivih rezultatov ni. V tem segmentu zimskih športov ne blestimo niti v letošnji sezoni, v svetovnem prvenstvu, niti v svetovnem pokalu. Ja, res, če gledamo vse zimske športe, je res, da smo imeli že boljše sezone, so imeli slovenski športniki že dosti bolj uspešne sezone, več dosegli. O Slovencih dosti tukaj nimava za govoriti, lahko samo upava na bolj uspešen zaključek, ne samo zdaj svetovnega prvenstva, ampak tudi sezone za skakalce in smučarje in biatlonce. Pa mogoče lahko zdajle za konec rečeva še kakšno košarkarski reprezentanci, ki bo zdaj odigrala še zadnji 2 tekmi kvalifikacij za Eurobasket, na katerega so že uvrščeni, ampak najbolj kot to v bistvu zdaj zanimajo te olimpijske kvalifikacije, ki bojo zdaj najbolj pomembne. Na Eurobasket sem rekel, so že uvrščeni, zdaj lahko na teh zadnjih 2 tekmah kvalifikacij mogoče tudi kakšni drugi mlajši igralci dobijo priložnost, kakšen Macura, predvsem njega imam tukaj v mislih, ker vemo, kakšna je naša situacija na centrskih položajih, tudi na položaju krilnega centra smo podhranjeni, manjka nam višine pod obročem, na položajih 4 in 5 in Macura je eden od teh mladih igralcev, 21 je star, vemo, centri, visoki igralci se ponavadi razvijajo malce dlje časa, podobno kot na položaju organizatorja se zdi, da tam igralci rabijo največ časa, da dozorijo. In morda je Macura eden od teh, ki se lahko prebije v to postavo, ki se bo v Litvi borila za olimpijske igre.
To bo eden od, mislim, da slovenskih športnih vrhuncev sezone. Uvrstitev na olimpijske igre bi bila za košarkarsko reprezentanco zgodovinska. Ja, jaz mislim, da je Sekulič majčkan, glede na to, da so že uvrščeni na Evropsko prvenstvo, udaril, ko bi se temu rekel, eksperimentalno ekipo, da sproba majčkan še druge igralce. Ta manjko igralcev, ki igrajo v Euroligi, kot je Prepelič, pa še Zoran Dragić, morajo nekako igrati ekipo skupaj, kot je naprimer Jurij Macora v teh letih, 21 letih. Mogoče bo dobil tisto minutažo, da se bo dokazal, da je sposoben priti v reprezentanco in da tudi v kvalifikacijah za olimpijske igre dobi kakšno minuto, dve, še ne celo kakšno več, odvisno, koliko se bo izkazal. Ja, jaz ne bi ravno rekel, da je eksperimentalna reprezentanca. Okostje, glavni igralci so isti, kot so bili, ampak ja, nekaj igralcev bo verjetno dobilo zdaj priložnost, da se dokažejo in preko tega morda izborijo posledično, seveda, če jim rata prideti na olimpijske igre, tudi mesto v tisti postavi, ki bo igrala na olimpijskih igrah, kar pa nedvomno more vsakmu igralcu predstavljati ogromno, gromozansko motivacijo za to, da res odigrajo dobro in bomo videli, kako bo zdaj kakšni igralci, ki do zdaj niso dobili priložnosti v reprezentanci, kako bodo to priložnost izkoristili. Ta centrski položaj, namreč to je tisto, kar bo verjetno tudi odločalo potem v Litvi. V Litvi bo 6 ekip v 2 skupinah, ampak te skupini se potem križata, ekipe, ki bodo tam že poznamo. Poleg nas še Litva, Poljska, Koreja, Venezuela in Angola. Torej, ko govorimo o resnih konkurentih, je Litva tista, ki bo največja ovira. To je že jasno, z Litvo se bomo verjetno potem srečali v finalu. Zdaj, preden sem začela snemati, sem ravno gledala te datume, kako se bo končala NBA liga, ali bo lahko Luka prišel, ali bo lahko tudi Čančar, ki bi lahko igral pomembno vlogo, ki je lahko en tak X-faktor, joker v tej reprezentanci, zaradi tega, ker ne igra v Denverju, seveda ne moramo oceniti, kakšen napredek je naredil tehnično kot igralec. Vemo pa, da se je precej ukrepil in pri svojih 205-206 centimetrih in tako nabilden, kot zdaj izgleda na fotkah, bi on lahko bil morda resna opcija na položaju 4. Ta dva igralca seveda, Čančar in daleč najbolj seveda pomemben Luka Dončić, če one dva prideta, je ekipa z Dončićem seveda povsem drugačna, kot pa bi bila sicer, in tudi naše možnosti povsem drugačne. In možnosti za to, da Luka pride, so kar dobre, Anada. Verjetno Dallas nima te možnosti, da bo do finala prišel. Je pa res, da reprezentanca se bo popolnoma spremenila že znotraj teh kvalifikacij za olimpijske igre. Glede na to, da se pridružijo Prepelič in Dragić, Zoran seveda, pa če bo Dončić kmalu zaključil svojo sezono v Dallasu, je pa to popolnoma druga ekipa in že samo iz tem, da se Dončić pa Prepelič pridružita, je to neka dobra kombinacija v reprezentanci in mislim, da tukaj bo treba počakati, kako se bo nasplošno vse skupaj odvijalo do takrat. Pa če bo imel Luka zeleno luč za nastop. Zeleno luč bo imel, tukaj ni nobenega vprašanja o zeleni luči, ker NBA klub igralcev ne sme in uradno ne more preprečiti nastopa za reprezentanco, ko je sezone konec, seveda. In če Dallas ne bo prišel recimo v finale konference na zahodu ali pa potem v veliko finale, se zdi, da bo Luka na voljo in bo lahko igral za reprezentanco, ker imata namreč NBA in FIBA sklenjen uradni dogovor, po katerem NBA klubi ne smejo in ne morejo igralcu preprečiti igre za reprezentanco, ko je sezone konec. Tako da tukaj je zdaj samo tisto glavno vprašanje, kdaj bo Luka končal sezono. Playoff v NBA ligi se bo predvidoma, ta datum še ni dokončno določen, ampak predvidoma, če ne bo kakšnih prekinitev v sezoni, potem se bo playoff začel tam nekje 22. maja in trajal najkasneje do 22. julija. Olimpijske igre se začnejo 23. julija, ta kvalifikacijski turnir v Kaunasu, na katerem bo nastopila slovenska reprezentanca, pa 29. junija. Tako da zdaj je vprašanje seveda, kako daleč bo Luka z Dallasom prišel v play-offu.
prej sem rekel, samo nek čudež neba se lahko zgodi, da Dallas pride do finala. Tako da, glede na to, kako poteka sezona Dallasa, mislim, da finale je že daljni cilj za naslednjo sezono ali dve. 3 ali 4 ali 5. Ja, in da se bo Dončić pridružil reprezentanci za olimpijske igre oziroma za kvalifikacije za olimpijske igre. In mislim, da se bo tudi Čančar lahko pridružil reprezentanci, ker mislim, da Denver zna priti do konferenčnega finala, dvomim pa, da kam naprej. No. Ja, Denverju kaže nekaj bolje, ampak tudi oni, vsaj v tem prvem delu sezone, podobno kot Dallas, imajo Jokića, ki igra na MVP nivoju, Joker je fantastičen, ampak ostala ekipa pa še ni tako dobro postavljena, ne izgledajo tako dobro kot lansko sezono in ja, Dallas enako. Dončić igra na MVP nivoju, ostala ekipa pa jih čaka še precej dela, ne samo zato, da bi recimo v play-offu kaj resnega naredili, ampak tudi zato, da si zagotovijo mesto v play-offu. Tukaj je še dosti negotovosti, lahko pa rečeva in o tem kvalifikacijskem turnirju, pa tudi o teh tekmah, zadnjih 2 tekmah Eurobasket kvalifikacij bomo seveda v naslednjih podcastih še dosti govorili. Mogoče bosta vidva z Blažem kaj pokofetkala o tem v naslednjem kofetkanju, ampak lahko rečeva, da če imamo kompletno reprezentanco, če pride Luka in vsi ostali igralci, ti si že omenil Zokija, Dragića, Prepelića iz Eurolige, oba igrata dobro, zelo dobro. Zokija vloga je sicer malce manjša v njegovi ekipi kot Prepelićeva v Valenciji, ampak oba igrata dobro, oba sta dobra euroligaška igralca, nadpovprečna euroligaška igralca. Prepelić je v zadnjih letih postal eden od boljših evropskih branilcev, šuterjev, dvojk, zagotovo eden od boljših. Če vzamemo tiste evropske branilce, ki seveda igrajo v NBA ligi, Prepelić v Evropi sodi v tisti najboljši procent ali 2 evropskih branilcev, tukaj ni nobenega dvoma. Zraven še Zoki, Blažič ima fantastično sezono, tudi on je v zadnjih letih napredoval in res je eden od glavnih motorjev Cedevite Olimpije, ki igra zelo dobro v ABA ligi in v Eurokupu. Tako da ta naša zunanja linija je res z Luko seveda boljša od litvanske, precej boljša. Problemi bojo pa pod košem in o tem bomo še precej debatirali in sva nekaj že rekla, ampak če bosta prišla oba litvanska centra, Valančiūnas in seveda še posebej Sabonis, ki je eden od resnih kandidatov za All-Star. Podedoval je dosti talenta od očeta, tukaj ni nobenega dvoma. In s takima 2 centroma, seveda, če zdaj gledamo, mi imamo Morgana, Vidmar se bo vrnil v to ekipo za olimpijske kvalifikacije, ampak to je pa potem to. In Morgan, kljub temu, da je treba reči, da je Košarkarska zveza zopet z naturalizacijo zadela v polno, zadela v črno, je treba reči, da tako kot z Randolphom so tudi tukaj dobili igralca, ki je bil morda celo v teh kvalifikacijah, odkar igra, če ne najboljši, pa eden od 2 najboljših igralcev v ekipi, ampak tisto, kar mene skrbi, je seveda to pomankanje centimetrov. Visoke 203 cm, 202, 203, toliko kot Dončić v bistvu in ne vem, kako se bo on ruval z Valančiūnasom in še posebej Sabonisom in ne vemo, v kakšnem stanju je seveda Vidmar, tako da to je ena debata, o kateri bi tudi lahko verjetno debatirala zelo dolgo. Ja, debatirala bi lahko do jutra. Mislim, da pač, če se vrne Vidmar, bo nekako popolna postava centarska. Imamo drugače Dimca, si pozabil omeniti, na centarski poziciji in tukaj tista višina se pridobi. V tem ciklusu na kvalifikacije za Evropsko prvenstvo smo pač mečkan zdesetkani, ampak nič hudega. Mečkan se bodo sprobali igralci, kjer bojo se mogoče priključili reprezentanci za olimpijske igre oziroma za kvalifikacije in potem še dodali tam v kvalifikacijah Dončića, Prepelića, Dragića, Čančarja. In mislim, da Čančar bi znal na moč Sabonisa ustaviti. No. Smo ga že videli, kako je v pripravljalni tekmi s Kantarjem se je boril pod košom in je kar konkretno oddelal svoj del. Ne? Ja, sej sem omenil dodatno maso Čančarja, ki je v zadnjih letu 2
10-15 kg mišične mase, zgleda, da je dodal, vsaj če po fotkah, ki jih je objavil na svojem IG-ju, domnevamo. Mogoče, ja, se pravim, tukaj je kar nekaj neznank, največ neznank, seveda na centrskih položajih, na visokih položajih, na zunanjih, pa lahko razstrelimo Litvance s parketa, če seveda vsi naši te branilci zadevajo trojke. Ampak samo na to se ne gre zanašati. Sabonis in Valančiūnas lahko izpod obroča zelo učinkovito odigrata in tudi data skupaj plus 20, 30 ali pa še več točk. Tako da, ja, to bojo debate še za naprej. Bi še kaj dodal, Jure, preden zaključiva to najino konfetkanje? Jaz sem kavo že skoraj da spil, tako da lahko počasi končava. Jaz sem lih zadnjo kapljico posrkal, mislim, da lahko kava. Mislim, da je pač to tista debata, ki jo bomo še podebatirali v naslednjih podcastih. In bomo videli, kva bo dela v tem ciklusu v četrtek z našo reprezentanco. Mečkam bomo pogledali tekmo proti Madžarom in pa v soboto proti Ukrajini. Tako da tukaj bomo še pokomentirali naslednji teden. Tako, velja. Živijo, Jure. Živijo, Matej. Ajde.